Gospod Iztok Čop, dobrodošli na današnjem dnevu internacionalizacije na Gospodarski zbornici Slovenije. Na vašem predavanju ste danes omenili zanimivo vprašanje, kaj loči športnika od 4. mesta do medalje oziroma od medalje do zlate medalje. Ja, res je. V bistvu v primeri 4. mest dostikrat jih enačimo samo s pomanjkanjem sreče, ampak enkrat, mogoče dvakrat je to res lahko izgovor. Sicer pa jaz mislim, da je to odločenost pa psihična pripravljenost in predvsem odločenost, da si boljši, da si sposoben osvojiti medaljo in da se s 4. mestom ne zadovoljiš. Tu je nekje podobnost med vodenjem podjetja in vrhunskim športom? Ja, jaz mislim, da je. Sicer v vodenju podjetja nimam toliko bogatih izkušenj še. Tam sem zelo začetnik, čeprav imam podjetje že dolgo časa, ampak enostavno ves fokus je bil usmerjen v šport. Tako da, ko poslušam druge, je podobnosti, so povezave zelo logične, zelo enostavne in jaz si srčno želim, da bom to izkušnje športa znal izkoristiti v prihodnosti. Poudarili ste, pomembno je poslušati sebe, biti dosleden, pomembna pa je tudi ekipa. Ja, sigurno. Vsak človek je nekoliko samosvoj, se pravi vzorci, ki pri nekom funkcionirajo, ni nujno, da bojo funkcionirali pri nas, ampak pri tem, kar delamo, moramo biti sigurno dosledni, da naredimo vse tako, kot je treba, da v maksimalnem obsegu oddelamo vse in v bistvu sebe pripeljemo na najvišji nivo, kamor smo sposobni. Z dobro ekipo je pa to vsekakor lažje. Delati v ekipi, kjer vsak se ve za svoje naloge, ki jih vestno in pa 100% upravlja, potem jaz mislim, da je tudi uspeh, predvsem pa užitek ob delu precej večji, kot pa če delaš sam. Kam vodi vaša pot naprej? Za vas bi lahko rekli z olimpijskih iger v poslovne vode? Ja, res je. Načrte imam, da nekoliko bolje, konkretnejše se lotimo zadev, ki so že nastavljene oziroma katerih sem se, kot sem prej omenil, zaradi pomanjkanja časa se ne morejo razviti. Je pa tudi ideja oditi preko luže oziroma pripeljati stranke z one strani luže v Slovenijo, povezane sicer športom, ampak ne z vrhunskim športom. Tako da to je to, kar bom zaenkrat priznam, ampak mislim, da upam, da bomo uspeli s produktom, z izboljšanim produktom od tistega, kar zdaj na globalnem trgu obstaja. Jutri vas čaka poslovilna tekma z vašimi veslaškimi prijatelji in tekmeci. Dejali ste, to je moja konkurenčna prednost, poznavanje veslaškega sveta tudi pri organizaciji dogodkov. Ja, res je. Jaz bom tukaj gostil, 6-7 veslačev, vsi, lastniki večjih medalj z olimpijskih iger, vsak od njih več medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. In to osebno poznanstvo, prijateljstvo je prednost, da jih, s 7 telefonskimi klici 7 dobim sem in prednost pred komarkoli drugim oziroma pred drugimi organizatorji podobnih prireditev in jaz mislim, da je v poslu zelo podobno. Najdete treba svojo konkurenčno prednost in potem iz tega naprej graditi uspešno zgodbo. In jaz upam, da bo moja jutrišnja, uspešen zaključek uspešne zgodbe dosedanje in pa dober štart v novo. Hkrati pa vse vabim na Ljubljance, v kolikor imate čas ob 7 zvečer pod Prulski most.